Živjo, fantje, Ivan tukaj. Danes bomo poskusili $1.000.000 vredno hrano. Neverjetno drago hrano, ki bo res dobra, mislim. In samo $1 vredno hrano, poceni različico tega. Ni mi mar, če je poceni ali drago. Tako sem lačen, nisem jedel ves dan. Ena od jedi, ki jih bomo danes poskusili, stane $20.000. Zato se prepričajte, da si ogledate ta video do konca in poskusite to jed z nami. Komaj čakam, da poskusim vse te okusne stvari. Pritisnite gumb všeč mi je, če želite tudi 6 poskusiti te stvari in ne pozabite se naročiti. Ja, takoj zdaj. Kaj misliš, kaj bomo zdaj dobili? Ni mi mar, če je poceni ali drago, sem samo zelo lačen. Ja, začnimo. Temosov, kdo misliš, da ima drago in poceni hrano? To je očitno, a poglej, kako so oblečeni. Mislim, da to ni pomembno. Bomo videli. Odprimo pokrove na 3, v redu. 3, 2, 1. To je zlati burger. Poglej to. To izgleda tako dobro. Vse je prekrito z zlatom. Srečni Ivan. Ali imam zlato na usnicah? Ja, veliko. Ta polpet je res debel, tako da je notri res veliko mesa. Res je ogromen. Okus, dobre začimbe, zelo dobro naj poskusim, Ivan. To ima veliko več okusa kot to. Ta je samo prekrit z zlatom. Koliko misliš, da je to vredno? To je približno $3. Ne vem, $500, ker je vse prekrita z zlatom. Zlato je tudi zelo dobro. Zdaj pa poglejmo prave cene. Tako sem navdušen, da vidim cene. Moj je bil $350. Moj je bil samo $3,20, McDonald's hamburger, pečene zarebrnice namočene v gorčični omaki in paradižnikovem kečapu, čebulni obročki, vezine, kumaric. Moj je zlati burger, marmorirana teletina namočena v jabolčnem soku in pečena na žaru, 30 gramov črnega kaviarja in prekrita z zlatimi lističi in črna sezamova štručka prekrita z zlatimi lističi. Jedel bi več, ampak je v redu, ali hočeš preiti na naslednjo jed? Ja, pojdimo. V redu, poglejmo, kaj je naslednje. Temosov, zdaj je tvoja vrsta, da dobiš drago hrano, kaj ne? Oblačila so veliko čistejša. Morda imaš samo stereotip, mislim, da to ni pomembno. Natakarji in hrana nimajo povezave skupaj. Prav imaš. Vav, poglej to. Pravkar sem dobil sir, to je zagotovo poceni hrana. Kako je? Zelo dobro. Ne maram jesti samo sir, ali lahko poskusim to? Pojej to hitro. Ja, ta je veliko boljši, to je samo ameriški sir, kar daš na burger. Nič posebnega kot to, koliko misliš, da je cena te burete zame? Ne toliko, morda $50. $50, to je mogoče največ $3. Daj no, to je samo sir in 2 paradižnika. Prinesi cene. Jaz prvi. $346, 2 4-karatni z zlatom prevlečeni bureta, sir, ajasta, olive, sol severde in češnjev paradižnik. Nisem bil tako daleč, sir in solata, rezine sira za sendviče, čebulni obročki. Bi poskusil to jed še enkrat? Ne, rad bi poskusil tvojo jed. Bila je pravzaprav dobra, počakaj, nočem spet poceni hrane. Že sem jo poskusil, želim drago, zato zamenjajva, zakaj ne? Ker ti je moja všeč. Ti si moj prijatelj, zamenjajva, daj no. Resno, daj no. Enkrat, v redu. Kaj? To je nemogoče, kaj je to? Zakaj imam poceni različico? Spet si imel smolo. No, pa poskusiva. Mislim, da je to sladoled. Kaj je ta sladoled? To izgleda tako čudno. Imam običajen kornet sladoleda, o moj bog. Izgleda kot jabolko, veš. Ima nekaj okusa, dobil si drago, ne vem zakaj. Neobičajno za sladoled, dober okus, moj je ves uničen. Poglej to, vse je stopljeno, ja, ker je poceni, mislim, da bom vseeno to jedel, mislim, da je ves sladoled dober. Koliko misliš, da je cena tvojega sladoleda? Morda $50. $50, v redu, mislim, da to kupim vsak teden, $2.50. Mislim, da je to vredno več zaradi vsega zlata, neobičajen okus. Mislim, da je okoli 300, poglej tukaj, pokaži jezik, vse je zeleno, poglejmo cene. Hvala, moj je $1,15. $412.
Sladoled črni diamant, madagaskarska vanilija, italijanske tartufe, žafranova čokolada in kosmiči užitnega 2-3 karatnega zlata. Počakaj, želiš zamenjati? Ne, Ivan, všeč mi je moj, zaupam sebi. V redu, gremo. 3, 2, 1. Moji izgledajo tako elegantno. Ali so to kot piščančji medaljončki s pomfrijem? Imam nekaj iz vedra KFC, izgleda dobro, naj poskusimo. Dajva poskusiti. Okusno. Ja, hvala. To je tudi zlato in pomfri, poglej pomfri. Vse je obarvano kot zlato, mislim, da so boljši od tvojih. Lahko poskusiš enega in potem poveš, kateri ti je boljši. V redu, to je draga stvar. To mi je bolj všeč. Ta ima več začimb, ampak všeč mi je ta, ker ni preveč začimb. Skoraj sem rekel $2, ampak mislim, da je $4. V redu, torej ti praviš, da je $4 in jaz sem rekel, da je $50. Poglejmo cene. Moj je $3,50, nisem bil povsem pravilen. $452. O moj bog, Ivan, to je drago. Počakaj, hočem prebrati, kaj je tukaj zlat medaljončki in pomfri, labonote krompir pečen v orehovem olju prekrit z 2-4 karat zlatom, piščančji medaljončki marinirani v soku granatnega jabolka, prekriti z 2-4 karatnim zlatim lističem. O moj bog. Nič nisem razumel, ampak če nič ne razumeš, potem zveni drago. Moji so samo medaljončki iz KFC. Medaljončki in pomfri. Stane le delček cene in je boljši okus. Poglej tole opisovanje, moj mi je bolj všeč, pojdimo k naslednji jedi. Pohvala od kuharja. Pohvala od kuharja. Ja. Kaj je to? Mislim, da nekateri od vas še vedno niso naročeni, zato pritisnite gumb za naročanje na zaslonu. Hočeš poskusiti to? Ja, Poskrbi, da pritisneš ta gumb medtem, ko to jeva. stavim, da ne moreš narediti z nosom. Tako dobro. Prav imaš. Kaj bo naslednje? Komaj čakam, da ugotovim, kaj je naslednje. Katera jed misliš, da si jo dobil drago za poceni? Ne vem, lahko je karkoli, kot si rekel. Poglej, to gre to. Croissant, imam poceni verzijo. To izgleda tako dobro. Še nikoli nisem videl kaj takega. Torej, hočeš poskusiti? Ja, gremo. Imate zeleno barvilo znotraj. To je zelo dobro zame. Cena tega dragega kroasana je okoli $100, ker kroasani niso nikoli tako dragi. Ta croissant je kot $6 čas za cene. Pridite noter, poglejte, kaj dobimo. Nisem mislil, da je le 70 centov. Mislil sem, da je dražji. Tako kot sem rekel, $100. Torej je opis samo croissant s čokoladnim prelivom. Čokoladni kroasan s francoskim puhom, čokolada iz kakavovih zrn iz različnih regij, Indija, Afrika, Vietnam in Latinska Amerika ter 2-4 karatni zlati lističi. To zveni drago. Je drago. Lačen sem, še vedno nismo uporabili vilic in noža. Kaj misliš, da bo ta jed? Mislim, da je to drago in to poceni. Kaj je to? Ali naj bi bilo to kot sendvič ali kaj takega? Poglej to, je to francoski toast. Raje bi jedel tvoje kot svoje. Torej, počakaj, kaj? Daj no, Ivan. V redu, potem poskusi. V redu, naj poskusim tole. Je to kot karamelna omaka. Sovražim čebulo. Ni tako dobro. Kakšen je okus? Boljše. To je definitivno veliko boljše. To ni bilo težko narediti. Mislim, da je $1. To mora biti vsaj $200, ker je to res tako dobro. Poskusil bom še enega, poglejmo cene. To je bilo res dobro. To je bilo dejansko dražje, kot sem mislil. Bilo je $3. To je bilo $500. Poglej opis, nočem ga prebrati, ker je očitno veliko. Hej, kaj misliš, da hoče od mene? Verjetno hoče napitnino, kot $1 napitnine, ne vem. V redu, hvala, tukaj imaš. Naroči se. Ja. Prinesi hrano. Dajmo, hitro. Ali je to rak? To moj bog, Ivan, ampak tudi on je dobil raka. Ocvrti rakovi čipsi. To izgleda veliko bolje. Ivan, niti ne vem, kje naj začnem, kako naj sploh jem to.
hočem slikati. To. Oh, hvala, so to vsa moja orodja. Ja, Mislim, da moraš odrezati njegove noge. Ne vem, kaj naj naredim, Ivan, počakaj, daj mi. Upam, da ni živ ali hočeš iti. Oh, v redu, imaš to naravnost, bojej, gospa. Precej težko je. Ali sploh veš, kaj delaš? Si prepričan o tem? Ja, prepričan sem, daj no, malo močneje natakar, prosim, pomagaj. Ne moremo tega odpreti. Hvala. Nikoli nisem poskusil kraljevskega raka, nikoli v življenju nisem videl raka. Videl sem le majhnega, ampak ta je tako velik, poglej tega raka. O moj bog, poglej pod raka. Sploh ne morem. Oh, ne, malo je zmeda tukaj. Koliko misliš, da stane ta kraljevski rak? Veliko, $5000. $5000. Mislim, da ti čipsi, običajni čipsi, 2 ali 3 dolarji, vendar so še vedno zanič čipsi, zato niso tako slabi. Prinesi cene. Tako velik. $3000. To je tako malo, rak, črni poper, čili omaka in solata. Moj je $1,20, kot sem pričakoval. Ni tako veliko čips z okusom raka. Počakajte z nami do konca in poskusite dražjo hrano. Ja, daj no, hočemo hrano. Še vedno nisem sit, hočem več hrane. Končno, hrana. Pojdimo. Kaj je to? V redu, to so škampi, to pa izgleda kot pajke, ali je to pita? To izgleda bolj kot pita kot pajke. 3, 2, 1. Ja, to je pajke zaradi testa. Okus je preveč po čebuli, ampak je bilo kar dobro. Ivan, ali ne misliš, da je ta pajke malo prekuhana, ker je črna? Ne mislim tako, mislim, da je draga zaradi črnega testa in mislim, da je to le črnilo, si jo poskusil. Zelo dobro. Res mi je všeč, ti je všeč. Ta ne, preveč čebule. Preveč čebule, ker je očitno poceni. Ja, To je dobro, to je res dobra pajke. In kaj misliš, da je cena tega? tole je $5. To bi lahko bilo $1000, ker je res dobro. $1000 za pico, mislim, si nor. Ja, ampak poglej, kako je predstavljiva, kot da gre vse za predstavitev cene. Moja cena je $4,34. Oh, in so mi celo dali popust iz opisa, ali pa samo instant pajke in pogreti v mikrovalovni pečici. Ne vem, kaj je tam notri, v redu, si pripravljen videti. $20,000. $20,000 za to. Bilo je dobro, pajke na črnem testu, črnilo koralnih rib, tigrasti kozici, sir poulet, omaka iz belega tartufa in mlada solata in 2 kano zlato. To je veliko denarja, ampak ali je vredno? Mislim, da ne, ampak je dobro. In včasih v življenju bi radi to poskusili, torej fantje. Danes sva s Tomasom poskusila eno izmed najdražjih jedi v našem mestu. In so poceni kopije. Hrana, ki stane $1,000,000, ne okusi vedno kot $1,000,000. Poceni hrana je včasih lahko veliko okusnejša. Zato poskrbite, da boste všečkali ta video, se naročili in pritisnili na zvonec, da ne zamudite novih videov. Adijo! Dio. Živijo, fantje, Ivan je tukaj. Danes pa bomo igrali nekaj, kar se imenuje avto za $1 proti avto za 1. Nič $. In 3 avtomobili so že pripravljeni za našo prisotnost. Začnimo in poglejmo, kdo dobi kateri avto. Odločili bomo, kdo je zmagovalec s tekmo. Kako s časom? Všečkajte ta video, če imate radi ekstremne dejavnosti. Torej, zdaj odločimo, kdo dobi kateri avto. Moram dobiti tistega za 1. Nič $. Jaz bom poskusil tega. Dobil sem tistega za $100,000. Ne pozabite se naročiti, kaj imam tukaj. Avto za 1. Nič $. Gremo, dragi. Poglej, kaj sem dobil. Dobil sem $1. Zanima me, kaj bo pod $1. Toda kako? Nimamo vozniškega dovoljenja. To je izziv za danes. Najdi voznika ali kaj podobnega. Kako sploh izgleda avto za $1? Tam je Edward, tvoj avto za $1. To ni niti avto, kaj? To je to. To niti ni avto, to ni pošteno. Komaj čakam, da vidim svoj avto za 1. Nič $. Pripravite se z mano, fantje. 3, 2, 1. Kaj? To je moj super avto.
počakaj, kaj je to? Oh, potrdilo za najem luksuznega avta zame. Avto za ena, nič dolarjev. Tako sem načrtoval, lahko izberem svoj avto. Gremo. Moj avto naj bi bil tukaj, pojdimo skupaj preveriti in pogledati. O, tako sem navdušen. Oh, wow. O, komaj čakam, da vidim notranjost svojega avta. Wow. Sem popolnoma pripravljen za to dirko. Zmagujem jo. Tako sem lačen, saj se spomni, da ni prehranjevanja pred dirko. Tako moram hitro vzeti sendvič. Kaj je to, kako lahko sploh? Recimo, tekmujem s tem. Kaj je to, kolesa in potem karton? Kako naj sploh sedim v ta avto? Poskusil ga bom sestaviti. To je tako težko, kako bom to dokončal? Mislim, da bi to lahko bila vrata. Poglej to navodilo, tako je zapleteno. To naj bi bil končni rezultat. Morda avto ni tako slab, ampak izgleda zelo zapleteno za izdelavo. Ampak če je morda vredno, v redu, naredimo to, nadaljujmo. Nimam več veliko časa. Oh, hej, Edward, ta avto resnično izgleda kot avto za $1 milijon. Lahko te že vidim, kako ga voziš. Ne potrebujem voznika za vožnjo mojega avta. Počakaj, kaj? Vzel mi je kolo. Vsi, to ni več niti $1. $0,99. Kako bom sploh vozil? Samo 3 kolesa zdaj. Vse moje delo je izgubljeno. Komaj čakam, da vidim svoj avto za ena. Nič dolarjev. Počakaj, kje je? Oprosti, lahko poveš, kje je moj avto za $1 milijon? Počakaj. Pravzaprav imam avto za ena. Nič dolarjev. In kje je moja ovojnica? Kaj je to? Oh, tukaj je. O moj bog, prestrašil si me, brat. Hej. No, to je bilo nekako nesramno. Oh, to je Temozov. Živijo, brat. Kako gre? Super je. Izbral sem avto, voznika. Danes bom zmagal in ti? Tudi jaz sem v redu. Mimogrede, kje si? Oprosti, slaba povezava. Ne morem te poklicati. Načrt gre groznozno. Nimam avta, voznika, šel bom nekam. On je že končal, jaz sem šele na polovici. Izgubil bom. Kaj naj storim? Nimam voznika. Ravno kar sem našel avto, daj no, potrebujem nekoga. Oprostite, imate vozniško dovoljenje in ste odrasla oseba, kaj ne? Ja. Potrebujem voznika, lahko vozite moj avto. Voziti vaš avto? Da, prosim. Oh, v redu. Sem v naglici, daj no, ravno tam. To je v redu. Pojdi tja. Tako je pozno. Kje je najem avta? Oh, tam je! Mislim, da ta ni tako hiter. Moj najljubši je ta Ferrari tukaj. Torej, poglejmo, gospa. Pojdimo noter. Poglej vse to. Zdi se mi, da je ta avto super hiter. Mislim, da bom vzel tega. Hej, kaj je tam? O moj bog, kaj je to? Ta mi je toliko bolj všeč. Hočem pogledati noter. Poglej to. To izgleda kot izstrelek. Mislim, da bom vzel tega. S tem avtom bom zagotovo zmagal. Temozov, Edward, žal mi je. Zadnji dotik. Pozabil sem, le 17 minut je še do dirke. V redu, mislim, da sem pripravljen. Začnimo. Adijo. Torej, moj avto je tukaj na mestu. In dirka se bo kmalu začela. Temozov in Edward prihajata, ampak imam problem, nimam voznika. Poglejmo, kako se bo išlo. Je to Temozov. Poglej moj avto. Oh, Tvoj avto je tudi odličen. Ja, ampak tvoj avto je veliko boljši. To je Lambo. Komaj čakam, da vidim Edardov avto iz tiste škatle. Ampak imam problem, nimam voznika. Jaz imam voznika. Počakajmo na Edwarda in potem začnimo dirko. Oh, gospod. Ustavi se. Poglej, imam ta avto tukaj. Sem v dirki, res potrebujem voznika. Prosim, pridi.
pridi noter. Pohiti, potrebujem voznika, vstopi. Upam, da znaš voziti to. Ne vem, vzemi to. Najlepša hvala, najlepša hvala. Dobil sem voznika. Ne moreš kar izbrati neznanca na ulici, da vozi tvoj Lambo. Bomo videli, Edward, tukaj si. Zdi se, da je tvojemu avtu zmanjkalo baterije. Bomo videli glede tega. Ivan. Zdaj, pripravi se na dirko. In videli bomo, kateri avto je najbolj kul. Peljali se bomo tja do ciljne črte. Poglejmo, kdo ima najbolj kul avto. Jaz bom zmagal. Ne, jaz bom zmagal, imam najhitrejši avto. Začnimo, tukaj imam profesionalnega voznika, bom pripel varnostni pas. Tako sem samozavesten. Zmagal bom, ker veš, imam voznika, torej. Gremo, zmagal bom. Ali si resen zdaj, moj bog? Imam občutek, da bom zdaj izgubil. Pojdi, počakaj. Zakaj samo stojimo? Baterija je skoraj prazna, kako naj grem? Ne, daj no. Baterija je nizka, žal mi je. Mislim, da zmagujem. Avtomobili imajo težave. Poglej, ta avto je najboljši. Rekel sem ti, da bom zmagal. Ne morem verjeti, da se to dogaja. Samo stojim, medtem ko Edward uživa v svoji ciljni črti. Ne morem verjeti, da je Edward to dosegel, medtem ko teče do ciljne črte. Tukaj samo stojimo in nič ne počnemo. No, daj no. Jaz in Tomosov samo stojiva tukaj. Zmagal sem. Tudi ta avto za $100 lahko premaga Lamborghini in Tesla. Torej, fantje, hvala, da ste si ogledali ta video. V tej dirki, Edward, si zmagal oziroma tvoje hitre noge. Ampak obljubim, da bomo v prihodnosti čez nekaj let dobili vozniška dovoljenja in bomo lahko te avtomobile testirali zares. Prepričajte se, da se naročite, pozvonite z zvončkom, da ne zamudite nobenega mojega novega videa. Adijo. Živjo, prijatelji, Ivan je tukaj. Danes načrtujemo z mojo sestro Marijo in Tomasom, da kupimo hišo za $1 milijon in hišo za samo $1. Kaj? Pokaži denar. Poskrbite, da si ogledate ta video do konca. To je nekaj nerealnega, zato ostanite z nami. Gremo. Kaj je to? Razbij gumb za naročanje in všečkaj ta video zdaj. Živjo, gospod Ivan, pripravili smo vilo po vaših zahtevah. Ste pripravljeni vseliti se? Ne še, najprej želimo opraviti ogled hiše. V redu, moram vas opozoriti, gospod Ivan, tukaj je 25 sob. Zdi se ogromno. Ste slišali o 25 sobah? Ivan, bolj me zanima zahteva, počakaj, kaj je v njej? Nič posebnega, mislim, da sem zahteval denarne kocke napolnjene z denarjem, bazen z mehkimi oblikami, tudi žar stroj za sladkarije, še en bazen, ki je bil napolnjen z vodo in napihljivimi igračami. No, nič posebnega. Ja, gremo, pojdimo. Poglejte vse to. Stara kip. Je to čisto zlato. O moj bog. Je to ogledalo za, recimo, kraljevske družine? Poglej bazen s penastimi bloki. Masaža v stolu. Ja, tega nisem videl. Tako je prijetno, lahko bi kar spal v njem. Hej, pustite mi, da poskusim. Okej, zdaj si ti na vrsti. Prijatelji, mimogrede, kliknite na gumb za všečkanje, če vam je všeč masaža tako kot meni. Wow, toliko načinov tukaj, poglejte. Fantje, poglejte to. Prihajam. Počakajte me, želim poskusiti tudi jaz. Hej, poglej ta prednji salto. Ste videli Ivana? Ne, ampak pojdimo ga iskati. Slišal sem, da je nekdo kričal. Ja. Ivan, kaj se dogaja? Samo šalil sem se. In zlati Oskar gre. Ivan. Samo zabaval sem se, ampak kakorkoli, počakaj, kje si ga dobil? Ravno sem ga našel tam. V redu. Poglejte vse te sladkarije. Tako močno želim to pojesti. Tu so Oreos in M&M. Jelly beans. Rad imam jelly beans. Wow. Tako lepo.
Wow, nisem pričakoval marshmallows tukaj. Dejansko sem zahteval marshmallows, ampak nisem mislil, da je na ta način. To je zaloga za življenje. Počakaj, pojdimo po te stroje za sladkarije. Oh ja, storimo to. Jaz hočem tega. Jaz bom vzel tega. Ja, tukaj je. Ali ni to vaza? Ja, samo pojdimo. Samo pojdem. Oh, ne, ne. Kaj si storil, brat? Zelo mi je žal. Mogoče še vedno ni predrago. Ja, ampak samo pusti ga dol. Ali naj go oglamo? Koliko stane? Fantje, bom poskusil popraviti. V redu, mislim, da ni tako drago, zato preverimo ceno. Ne, ni. Koliko je to? Točno $35,000, to je umetniško delo. Ali naj ga kar skrijemo? Ja, to bi morali. Dajmo ga v smeti, kakorkoli. Tako bomo to hitro očistili. Zdaj nam dolguješ, Temozov. Ja, mislim, da ja. Poglejte ta balon. Kaj, če gremo zdaj noter? Ste pripravljeni? Gremo. To je tako zabavno. Tja, To je bilo tako zabavno. prijatelji, poglejte, še ena soba je. Morda je to kino. Upam, da je tako. 3, 2, 1. To je kino. Prijatelji, ste videli to? Gumb za naročanje. Veste, kaj to pomeni? Naročite se. Prijatelji, mislim, da je čas, da gremo v naslednjo sobo. 3, 2, 1, gremo. Denarne kocke. Vedno sem želel poskusiti denarne kocke. Želim iti na to, vklopimo gospa. Ja. Počakaj, preprosto ne deluje. Počakaj, imam idejo. Vzemi denar. Ja. Vav, to je veliko denarja. Potrebujem nekaj, da ga zapakiram. Kaj je to? Wow, to je zlata obleka. Kaj? Zlate palice? Počakajte, fantje, našel sem zlati fabek. Mislim, da je vreden še $1 milijon. Imamo polno denarja. Potrebujemo prostor za shranjevanje, ker je to veliko denarja. Fantje, tukaj. Denar spravite tja noter. Ja. To je pravzaprav pravi denar. Ja, lahko kupiš karkoli z njim. Tudi ta hiša. Marija, kaj je s tabo? To ni pravo jajce, to je le replika. Naj bi bilo pravo zlato. Nekdo nas zavaja. No, vsaj smo dobili ta spominek iz vile, predvidevam. Gremo. Vav, poglej to kopalnico, tako razkošno. Prave bisere. Ne vem, kaj je to, ampak mislim, da so to izdelki za nego kože. Poskusimo, ker so zlati, tako da jih bom poskusil. V redu, ravno tam. Ne vem, kaj se je pravkar zgodilo. Tega še nikoli nisem poskusil. Ja, to je lepo. Čisto zlato. Počutim se odlično. Fantje, izgledate kot zlate kipce. Ja, Marija, imamo 2,4-karatno zlato na naših obrazih. Ja, to ni šala, to je prihodnost nege kože. No, v tem primeru ga bom poskusila. Odstranimo, gospa. Moja koža je zdaj boljša. Že izgledam tako dobro. Ja, moja koža se zdaj počuti tako sveža. V redu, fantje, naslednja soba, gremo. Pojdi, tako sem navdušen. Vav. To je soba super junakov. To je tako lepo, izgledajo kot pravi ljudje. Tako resnični. Fantje, pomagajte mi to dvigniti. Ne, mislim, da je le prilepljeno tukaj. Ivan, ali naj se borimo z meči? Pojdi sem, Temozov. Poglej, tam je Bubbles. Wow, toliko mehurčkov. Dovolj je. Ja, gremo, hitro. Vav, poglej še to eno sobo.
Ne maram je, ta soba je preveč dekliška z vsemi temi igračami in mehkimi stvarmi. Enostavno mi ni všeč. Verjetno imajo zabavo s punčkami ali kaj podobnega. Mislim, da... No, meni je v redu. Počakaj, kaj je to? O moj bog, kaj je to? To je samo igrača okostje, poglej. Mislil sem, da je resnično. Oh, poglej to punčko. Izgleda resnično in tako grozljivo. Mislim, da je to igra rdeča luč, zelena luč. Poskusimo to. Mislim, da smo vsi zmagali. Ampak ona je tako grozljiva. Pojdimo od tukaj. Še ena soba. Poglej ta klavir. Ivan, lahko zaigraš na katero od teh inštrumentov? Ja, seveda, to je moja strast. To bo trajalo dolgo časa. Zaigraj še kaj, Ivan? O moj bog. Traja celo večnost. Ljudje so mi vedno govorili, ne pazim, kaj počnem. Vsako napako, ki jo stori ta stari norec. In jaz sem najhujši. No, Ivan, to je bilo precej sladko. Pojdimo zdaj preveriti zunanjost. V redu, pojdimo. Še vedno ne morem verjeti, kako veliko je. Ja, veliko večje je, kot sem mislil. Poglej, lahko vidiš celo bazen od tukaj dol. Poglejmo, kaj je notri. Toliko stopnic. Tudi tretje nadstropje je tako veliko. Vav, od tukaj lahko vidiš celo skupnost. Vav, poglej, tam je telovadnica. Tukaj je telovadnica. Ni šans. Telovadnica na strehi. Nekatere od teh so tako futuristične. Točno po moji želji. Si zahteval telovadnico na strehi? Ja, točno tako. Kaj imamo še tukaj? Počakaj, je to bazen. Fantje, našel sem bazen. Počakaj, pojdimo si ga ogledati. Ja, In žar. Ivan, vključil si dobesedno vse. Ivan, vključil si vse te igrače in vse te plovce. nikoli nisem sanjal o toliko plovcih, poglej, še več jih je. Oh, pojdimo tja. Vav, poglej to ogromno gorilo. 2-krat je večje od mene. Hej, poglej to zabijanje. Fantje, poglejte to kul gugalnico. Lahko bi ležal tukaj ure. Fantje, ampak pozabili smo še eno pomembno stvar, garažo. Oh ja, pojdimo. Poglejmo. Ja, To je lepota hiše za $1 milijon, ampak kako odpremo garažo? Mislim, da moraš poklicati agenta. A tako. Hej, agent, odpri garažo. poglej ta lep avto. Vav, vedno sem sanjal o Porscheu. Vav, kakšen dober bonus za to vilo za $1 milijon. Počakajte, fantje, ste videli to? Vav, 4-kolesnik. Želel sem si imeti 4-kolesnik že dolga leta. To je tako dobra stvar. Vedno sem si želel električni skiro. Precej dober bonus za to vilo, pojdimo. Fantje, pravkar smo zaključili ogled te vile za $1 milijon. In zdaj se odpravljamo kupiti vilo za $1. Res, $1. Da. Agent pravi, da se moramo tukaj srečati, da kupimo hišo za $1. Kaj je to? To ni ravno dobro mesto za srečanje. Je to res dobra ideja? Ja, mislim, da ja, ker hiša za $1 mora biti dobra. Ponudba je predobra, da bi bila resnična. Ja, verjetno. Počakajmo na agenta, verjetno.
Kdo je to? Nekdo prihaja sem. Ne, prosim, ne. Približujejo se. Kdo prihaja? Malo strašljivo je. Tukaj je. Hej, sledite mi. Je to vse, kar dobimo za $1? Ja, upam. Tu je veliko stvari, veliko hiš. Torej, pokažite nam hišo. To je vaša hiša za $1. Samo ta hiša. Za nas 3. Ne moremo se tukaj stlačiti. Kako se bomo tukaj stlačili? Kako bomo tam živeli? $1, ena hiša. Daj no, to je naš zadnji $1. Nimamo več denarja. No, verjetno bomo živeli pod nebom. Dogovor je dogovor. To je moja vizitka. Kakorkoli, kako naj tukaj spimo? Tako sem utrujen, samo uležimo se na tla, verjetno. Preveč neudobno. Sploh ne izgleda udobno, te skale. Mogoče se lahko poskusim stlačiti v hišo. Je zate udobno. Tako sem utrujen. Te hiše so tako slabe kvalitete. Jueju, kaj je to? Poglej, našel sem posteljo. Tako zelo si želim spati, tako sem utrujen, kar tukaj bom ležal. Vse je agentova krivda, vse to nam je prodal. Počakaj, Ivan, imaš njegovo vizitko, pokličimo gospa. Prav imaš. Ne moremo ga poklicati. Zakaj ne? Ja, zakaj ne? Ker se nisi naročil. V redu, fantje, zdaj bomo spali, se vidimo v naslednjem videu.